Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Dobar dan in ponovno pozdravljeni. Volitveno obdobje se je že pričelo in tudi na Kaprisu skrbimo, da se poslušalke in poslušalci pobližate oziroma pobliže spoznate s kandidatkami in kandidati za županske stolčke vseh 4 obalnih občin. Danes je z nami gospa Krašna, Breda Krašna, kandidatka za občino Ankaran. Gospa Krašna, mi smo do sedaj sodelovali precej drugače in sicer poslušalci so vas vajeni tudi v vlogi tiste, bi lahko rekli, dobre vile, ki je v naših dobrodelnih akcijah Hladilnik toplega srca predstavljala zgodbe ljudi v stiski, na koncu pa se veselila z nami, ko smo razkrivali količino zbranega za socialno ogrožene. Res je, dober dan vsi skupaj. Seveda v osnovi je to moje profesionalno delo, ki ga zaenkrat še ne mislim pustiti, ampak po 20. bomo pa videli, kaj bo se zgodilo. Zakaj pa ste se odločili, da se boste podali torej v politiko? Dobro, v politiki jaz sem že kar nekaj let delala, bi rekla 15-20 let nazaj. Se pravi, izkušenj imam zelo veliko. Zakaj sem se pa zdaj odločila? Predvsem zaradi tega, ker pogrešam v svojem Ankaranu malo več pogovarjanja, več poslušanja želj občanov in občank. In zato, ker si želim, da bi končno Ankaran napredoval. Zadnja 2 mandata jaz razumem, da je bilo potrebno marsikaj storiti za to, da lahko gremo na samostojno pot, ampak zdaj pa je dovolj. Zdaj pa ne bomo več čakali naslednjih 20 let za to, da bomo uresničili določene projekte, ki jih vsaka občina konec koncev rabi. Kar je sicer protislovno s tem, kar ste lani dejali v enem mediju, da se pač v politiko ne bi več podali. Nekako se ne vidim več v njej, pa čeprav se kakšen namig še sliši, ste povedali. Ja, res je. Moram reči, da kandidiram v okviru v stranki Gibanje Svoboda. Gibanje Svoboda me podpira. In ko sem spremljala dogodke od novega leta naprej, pred državno-zborskimi volitvami, sem imela zelo veliko različnih pogovorov z ljudmi, ki so aktivno bili vključeni že v tistem obdobju Gibanje Svoboda. In moram reči, da so me prepričali, da lahko s to stranko naredimo nekaj novega, nekaj tistega, kar smo delali že leta nazaj. Ampak to pomeni, da če na državno-zborskih volitvah Gibanje Svoboda ne bi zmagali in imeli takšnega rezultata, vi se torej v te volitve lokalne volitve ne bi podali? Ne, ni res. Jaz nisem rekla, jaz sem rekla, da sem se pogovarjala pred državno-zborskimi volitvami. Mene so prepričali ljudje, ki so trenutno v Gibanju Svoboda, ne glede na rezultate. Ankaran je mlada občina. Po vašem mnenju je prav, da se je pred 10 leti osamosvojila? Prav ali ne, mislim, to sploh več ni vprašanje. Dejstvo je, da je občina Ankaran samostojna občina in mlada. Konec koncev je že v 3. razredu osnovne šole, glede na to, da imamo 8 let oziroma 2 mandata, ustanovljena je bila pa že prej. Tako da ne vem, kaj bi lahko rekla okrog tega. Vsako obdobje, ki ga damo skozi v določeni občini, mora biti razvojno in mora biti usmerjeno v zadovoljevanje interesov ljudi. In meni se zdi, da se pri nas to, kar je primarna naloga lokalne skupnosti, ne uresničuje. Sedaj pa vas prosim, da ocenite od 1 do 10, torej 1 najslabše, 10 najboljše, uspešnost županovanja Gregorja Strmčnika. 6. Aleša Bržana.
Joj, to pa nisem toliko spremljala, glede na to, da to ni več moja občina, ampak bi rekla tudi 6. Borisa Popoviča? 6. Zakaj smo omenili konec koncev trenutnega župana Bržana in bivšega, torej Popoviča? Namreč vi ste bili vrsto let dejavni tudi v mestni občini Koper, kot ste tudi sedaj sami malce tudi že navedli, kot občinska svetnica, veliko časa tudi kot oster kritik delovanja nekdanjega koperskega župana. V njegovem mandatu ste na to postali direktorica Pokrajinskega muzeja Koper. Ko pogledate z časovne distance, kako bi lahko bilo sodelovati z Borisom Popovičem danes in kako je bilo nekoč? Zdaj, kako bi bilo sodelovati danes? Jaz mislim, da sva z Borisom vedno korektno sodelovala, ne glede na to, da je poznal moje pomislike in tudi moje kritike. Tako da zdaj ne vem, kaj vas zanima, zakaj sem sprejela funkcijo direktorice v Pokrajinskem muzeju, ali... Na kaj vi mislite, da se navezuje vprašanje? Mislim, da me velikokrat to ljudje sprašujejo in vedno znova povem, da ko se odločim, da sprejmem neko nalogo, da sprejmem neko zadolžitev, če hočete, jo opravljam odgovorno, jo opravljam korektno in ko mi je bilo ponujeno, da sprejmem VD direktorovanje Pokrajinskega muzeja, moram reči, da odločitev ni bila lahka. Prvič zaradi tega, ker mi je to ponudil Boris Popovič, ker je pač prihajal iz druge stranke, iz katere sem jaz prišla. Morate pa upoštevati, da takrat sem ostala jaz brez službe z bolanim možem in nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Razmislek, ali grem v to in sprejmem to nalogo, je bil res težek in dolgo časa se nisem odločila in rekla ja. Morate vedeti, da na koncu koncev sem bila takrat poročena, imela sem 2 otroka, v bistvu smo se šele vselili v prenovljeno staro hišo, kjer je živel prej moj mož. Nakopala sva si veliko kreditov in pristala sem na Zavodu za zaposlovanje. Na koncu sem se odločila, da sprejmem ta izziv, prvič zaradi tega, ker sem potrebovala službo, drugič pa tudi zaradi tega, da dokažem, da sem sposobna delati odgovorno. Seveda, ko sem prišla v muzej, je bilo zelo napeto. V muzeju so bili vsi zgroženi, jaz ne prihajam iz te stroke, jaz nisem imela znanja, strokovnega znanja. Vendar smo se z zaposlenimi zelo hitro dogovorili. Moj prvi stavek je bil, vaša naloga je, da pripravite strokovno, kar je potrebno za Pokrajinski muzej. Moja naloga je, da vam zagotovim sredstva za to, da lahko opravljate vaše delo. Boste v primeru izvolitve odstopili iz mesta generalne sekretarke Zveze prijateljev mladine, kjer ste sicer zelo dejavni že 8 let? Ja, dejavna sem že skoraj 9 let. Zdaj mi teče 3. mandat. Bom odstopila kot generalna sekretarka, ker mislim, da 2 tako pomembni in odgovorni funkciji človek ne more opravljati istočasno. Imate pa že dostojno zamenjavo, če bi odstopili? Zagotovo jih imam kar nekaj. Je pa to verjetno tudi malce naporno z vidika prevozov, najbrž se vsak dan vozite v Ljubljano. Ne, obdobje korone mi je prineslo tudi to, da lahko kakšen dan delamo doma, drugače pa ja. Upoštevati je potrebno, da recimo 9 let nazaj, ko sem se začela voziti v Ljubljano, je bilo bistveno manj prometa, kot ga je danes. Danes je to dejansko zelo fizično naporno. Več ali manj grem v Ljubljano 3 do 4 krat.
Ni enostavno, konec koncev tudi nimam več 20 let, tako da je potrebno vse združiti, ampak se da. Delo, ki ga rad opravljaš, ti ne more niti vožnja v Ljubljano preprečiti, da bi jaz zdaj rekla, zdaj pa ne bom več, zato ker se mi ne da voziti. Pa ste mogoče ravno zaradi teh prevozov kdaj razmislili o tem, da bi se preselili v prestolnico? Ne, nikoli. Nikoli. Tudi to je, kar me vprašajo ljudje, zakaj ne ostaneš med tednom v Ljubljani? Veste, moj privilegij, ko pridem v moj Ankaran poleti in si oblečem kopalke in tečem v morje, ga ne zamenja nobena Ljubljana. Preden nam na kratko predstavite svoj program, pa ostanimo še trenutek pri vašem delu, torej na Zvezi prijateljev mladine. Že prej ste omenili, da so bila zadnja leta precej težavna, predvsem zaradi COVID-19, kot vsi vemo, in takrat so se vse težave še toliko bolj poglobile. S kakšnimi zgodbami se soočate sedaj na terenu? Kakšna je trenutno situacija v naši regiji konkretno? Moram reči, da me zelo skrbi letošnja zima. Energetska revščina je dejansko na pohodu. Ljudje so v veliki stiski, ker v bistvu nobeden ne ve, niti jaz, niti nobeden ne ve, kaj nam bo prinesla ta zima. Vemo samo po tistem, kar slišimo po medijih, da bojo cene bistveno višje. Ampak ni samo problem energetske revščine, se pravi višanje cen energentov. Problemov se veliko, ponavadi se jih veliko nakopiči. Predvidevamo, da nas čaka recesija, predvidevamo, da se bo spet nezaposlenost začela večati. To smo že doživljali tam leta, mislim, da enih 15 let nazaj. Se pravi, da kakšno leto bo še šlo, potem pa bo kar hudo, če bo gospodarska kriza na pohodu. Ni enostavno, ljudje seveda, spremenile so se razmere v zadnjih letih. Pred korono v gospodarski krizi smo se soočali z družinami, kjer ni bil noben zaposlen. Se pravi, da ni bilo sredstev za preživetje. Danes, ko dobivamo prošnje in ko se ljudje obračajo na nas, sta oba zaposlena, pa ne zmoreta stroškov, ki jih ima recimo 3-4 članska družina. Zdaj, zelo, zelo veliko ljudi se v zadnjem času obrača na nas, to se pravi družine, enostarševska družina, se pravi tam, kjer ostane eden od staršev sam doma in ima 2-3 otroke, in pa družine, kjer je prisotna bolezen. In to ne glede na to, a je to prisotna bolezen pri otrocih ali pa je celo prisotna bolezen pri starših. Te družine se v naši družbi znajdejo v velikih stiskih. Sicer se pa zavzemate za socialno pravično in odprto ankaransko občino. Kaj to konkretno pomeni? Kaj konkretno pomeni? To pomeni, da glede na to, da smo demografsko kar starejša občina, da imamo prebivalstvo precej staro, da ljudje, ki pridejo do svojega obdobja, ko bi mogli uživati, potem ko grejo v pokoj, se soočajo z težavami, recimo, ne vem, boleznijo, rabijo pomoč na domu. Zelo lepo je, ker smo dobili vsi domov knjigico, v kateri vse piše, kam se lahko obrneš po pomoč. Vendar, ko ti dejansko rabiš in ugotoviš, da je čakalna doba 2-3 mesece za to, da dobiš pomoč na domu, ki jo nujno takoj rabiš, je to zelo velik problem za posamezno družino. Lahko je problem za starostnika, lahko je problem za sina, hči, ki skrbi za tega starostnika. To je socialna pravičnost, da jim pomagamo. Lokalna skupnost, ki ima dovolj sredstev, more pomagati, da noben starostnik ne bo
čakal za to, da bo imel pomoč na domu. Isto velja pri otrocih. Konec koncev v Ankaranu dejansko otroci imajo šolo, imajo vrtec, imajo določen nadstandard, ki ga mogoče nekateri drugi nimajo, vendar še vedno imamo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ampak to je problematika, ki nekako združuje celotno Slovenijo, sploh tistega, kar ste povedali, čakalnih dob. Kako to konkretno je rešiti v Ankaranu? Ne, to ni problematika, to je odvisno od lokalne skupnosti, koliko sredstev nameni za to. Ta dejavnost se trenutno odvija v okviru obalnega doma upokojencev. Se pravi, lokalna skupnost mora poskrbeti, da zagotovi več oseb, ki lahko pomagajo na domu. V svojem programu omenjate participativni proračun, učinkovit javni servis in sprejemanje odločitev v konsenzu z občani. Če lahko izpostavite na kratko glavne izzive, s katerimi se boste najprej soočili v primeru izvolitve. Zdaj, eden, ki je meni zelo, ki me vedno znova, še vedno po tolikih letih, glede na to, da že leta in leta živim v Ankaranu, velikokrat povem, da ko sem prišla jaz v Ankaranu, so mi rekli, joj, ko boš šla ti v 7. razred, boš hodila v novo osnovno šolo. V to novo osnovno šolo še moji otroci niso hodili. Moja hčerka je končala, sicer mislim, da zadnji 2 leti hodila v Ankaranu šolo, drugače je hodila v Kolomban, pa v Hrvatine. In moj sin je dočakal malo več let osnovne šole v Ankaranu. Ta osnovna šola, ko je bila delana za ankaranske otroke, je bila delana v več fazah. Najprej je bilo narejeno do 5. razreda, potem se je kasneje naredilo do 9. razreda in na koncu bi mogla zraven šole zrasti telovadnica. Telovadnica je danes v osnovni šoli organizirana v prostoru, kjer naj bi bila jedilnica. Se pravi, da mere, ki jih moramo zagotavljati v telovadnici, ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev. Se pravi, da naše športnice, športniki morajo organizirati občinska tekmovanja v osnovni šoli Koper ali osnovni šoli Antona Ukmarja v mestni občini Koper. Zato je moj eden prvih takih večjih projektov zagotovo izgradnja telovadnice, ki pa bi istočasno lahko vsaj za nekaj časa bila tudi prostor za druženje. Vi veste, da mi v Ankaranu nimamo zadružnega doma, nimamo prostora, kjer se občani lahko združujejo. V poletnem času imamo sicer zelo lepe kulturne prireditve v Valdoltri, v zimskem času pa imamo prireditve v šotoru. Moje mnenje je, da šotor pač ni objekt, ki bi bil primeren za eno tako občino, kot je občina Ankaran. Druga zanimiva zadeva za mene je zagotovo ureditev krajevnih pristanišč. Nazadnje smo krajevni Mandrač, pristanišče na Sveti Katarini poglabljali enih 15-20 let nazaj, ko sem jaz opravljala to delo na Zavodu za šport. Od takrat naprej so sicer naredili nekaj pomolov, vendar zadeva ni urejena v takem smislu, da bi lahko občani bili s tem zadovoljni. Kar pa je največji problem, je seveda prekrivanje DPN-ja, to je državnega prostorskega načrta, z OPN-jem, to je z občinskim prostorskim načrtom. DPN sicer predvideva na tem območju med drugim tudi suho marino, OPN pa predvideva športni park. Se pravi, moja prva naloga je usesti se dol z odgovornimi iz države, Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za gospodarstvo,
s predstavniki vlade in se dogovoriti, kako bomo končno razmejili prostor med Luko in med občino Ankaran. Trenutni župan je na prejšnjih volitvah zmagal v prvem krogu s kar 74% glasov, to daje vedeti, da je bila večina občanov z vodenjem novo nastale občine zadovoljnih. Menite, da se je v zadnjih 4 letih kaj spremenilo okoli tega? Glede na to, da se ljudje pogovarjajo in da izražajo nezadovoljstvo, jaz predvidevam, da se je nekaj spremenilo. Se pravi, da ljudje vseeno pričakujemo, da pa je zdaj čas, da se zadeve malo aktivneje začnejo odvijati v Ankaranu. Jaz imam še eno vprašanje glede vaše objave letos poleti na Facebooku, in sicer, ko se je gradilo podporni zid pri ortopedski bolnišnici Valdoltra. Takrat se niste strinjali, da naj bi se to delalo v višku sezone poletne. Kako bi vi kot županja, če bi bili na mestu takrat gospoda Strmčnika, to uredili? Ker vem, da takrat so v bistvu mogli pridobiti dovoljenja, ki so jih pač pridobili ravno na višku sezone poletne in so začeli pač to takrat delati. Zdaj, moje osebno mnenje je, da gradbena dela v višek sezone, v turističen kraj, kot je Ankaran, pač ne sodijo. To je moje osebno mnenje. Ko bom županja, bom poskrbela, da bomo sprejeli ustrezen odlok, ki bo taka velika dela pač onemogočal. S tem jaz ne želim reči, da zid, ki se ga dela, ni potreben. Zid, ki ga je bilo potrebno narediti pri ortopedski bolnici Valdoltri, je potreben, ker kolikor poznam, se tam poseda zemlja in vem, da je to lahko problem zaradi stavbe, ki je nad tem zidom. Moje takratne nestrinjanje je bilo samo to. To je bilo okrog 15. avgusta, to je višek turizma in takrat pač takih del v turističnem kraju ne moremo delati. Jaz mislim, da je dovolj časa od začetka septembra, september, oktober, da se taka gradbena dela lahko na takem območju naredijo. Ste drugače tudi kandidatka Gibanja Svoboda, med drugim tudi vodja lokalnega odbora Istra. Gotovo ste v odboru razmišljali tudi o izzivih na področju vodooskrbe, kar je bila velika problematika letošnjega poletja in seveda tudi poleti pred tem. Čisto na kratko, kakšne so hitre in učinkovite rešitve za to področje, po vašem mnenju? Mislim, da so bile že predstavljene in sicer, da se bo kratkoročno vlagalo v določene povezave med Italijo in Slovenijo, da bomo dobili določeno vodo, potem zadeva od Kačičev navzdol, če se ne motim. Mislim pa, da dolgoročne rešitve niso še sprejete. Kolikor sem seznanjena, so ugotovili, da pač zajetje Suhorca ne bo prišlo v poštev, ker se je ugotovilo, da je preveč porozno območje, tako da zagotovo skupaj z našimi poslanci, ki jih imamo v Istri, bomo še naprej zelo sitni, ker si nikakor ne smemo dovoliti, da bi v naslednjem letu prišli do takega stanja, kolikor bo suša, kot je bilo letos. Mi smo se odpravili tudi na ulice Ankarana in malo povprašali občanke in občane, torej, kaj bi oni vprašali kandidate in kandidatke za župana oziroma županjo. Zato vas prosim, če si lahko izberete 2 številki od 1 do 10. 7. In še eno? 1. No pa gremo potem najprej z vprašanjem številka 1. Zdaj bojo zrihtali problematiko glede parkirišč, da lahko vsaj po urci ali na urco zastonj za ljudi, ki niso občina Ankarana, pa ko okolica ima še vedno naslov Ankaran, pošta Ankaran, ki pa nujno moraš iti na pošto in tako naprej. Ja, jaz mislim, da se to da zelo hitro urediti in tudi ne razumem, zakaj ni več dana možnost, da je pol ure zastonj. Parkiranje v samem centru Ankarana pred trgovino, pred bližini pošte.
Mislim, da je to predvsem nastalo zaradi turizma v poletnih mesecih, vendar se vse te stvari da urediti z razmislekom. Tako da jaz tukaj ne vidim nobenih težav. Smo rekli še številka 7. No, to je pa vprašanje številka 7. Kdaj boste uredili razsvetljavo na Ankaranskem hribu? Na Ankaranskem hribu upam, da čim prej, glede na to, da v ulici, v kateri živim jaz že 50 let praktično nimamo razsvetljave. Mislim, da je problematika razsvetljave v Ankaranu kar velika. Problem pa je tudi to, da že tisto, kar je narejeno, je ekološko nesprejemljivo, ker preveč onesnažuje svetloba, preveč onesnažuje okolje. Mislim, da je treba počasi zamenjati vsa svetila po celem Ankaranu. No, vprašali smo vas že glede osamosvojitve Ankarana, če je prav ali ne, da se je takrat in tedaj osamosvojila. Danes mene pa zanima v bistvu, kakšen bi bil Ankaran, če se ne bi osamosvojil danes, v letu 2022? Mislim, da približno takšen, kot je zdaj. Torej ne opazite večje spremembe od takrat, ko se je... Ne, žal jaz ne opazim velikih sprememb, pogrešam. Ena sprememba pa je, občina Ankaran ima sprejet OPN, občinski prostorski načrt, mestna občina Koper ga pa še nima. Kaj pa ima v bistvu občina Ankaran, mogoče tudi samo naselje oziroma mesto Ankaran več od drugih občin? Mi imamo največ sončnih dni, imamo zelo toplo, smo topo kraj in smo tudi ljudje zelo topli. In prav zaradi tega, ker imamo toliko sonca in vsega pričakujem, da bomo v najkrajšem času začeli urejati ogrevanje in električne elektrarne na strehah javnih zavodov in pa na strehah fizičnih oseb, se pravi na hišah. Glede na to, da imamo res možnost, tega ne naredimo. In občina Ankaran bi lahko sofinancirala, ko objavi razpis tudi Ekosklad, bi lahko tudi občina Ankaran s tem pomagala občanom, da bi se tega čim prej lotili. Ne vem, če vi veste, ko prijete v Ankaran po zimi, jaz vedno pravim tako, mi imamo okrog 2500 gospodinstev in 2500 kurišč. In to je nesprejemljivo v današnjem času. Gospa Krašna, mi smo se s tem tudi se približujemo koncu, tako da se vam zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in prišli torej k nam v studio. Zanima nas še, torej 20. novembra se bomo že ob 7. zjutraj pa vse do 19. ure zvečer podali na volišča. Kaj morajo obkrožiti oziroma katero številko morajo obkrožiti volivci in volivke za vas, torej za kandidatko Bredo Krašna? Tako bom rekla, sreča je vedno na moji strani. Vsi lahko obkrožijo 2x3 in s tem dajo glas meni kot kandidatki za županjo in pa listi Gibanja Svoboda v Ankaranu. Najlepša hvala za obisk in seveda srečo na volitvah. Hvala za povabilo. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.